Noč erotičnega filma Kinosloga Retro Sex, naš poklon legendarni bivši slogi in erotični kinematografiji. Letos začenjamo z eno največjih sloginih uspešnic, z zgodbo o obsesivni strasti Cesarstvo čutil japonskega avtorja Nagise Oshime. S filmom, ki je leta 1983, ko je prišel na naša platna, torej prav sem v Kinosloga, pometel s konkurenco in z več kot 60 tisoč gledalci postal najbolj gledan film tistega leta v Ljubljani. S filmom, ki velja za absolutno klasiko erotičnega filma in enega svojčas najbolj kontroverznih art filmov. S filmom, ki je ob svojem nastanku nemudoma obveljal za filmsko mojstrovino, na Japonskem pa je še vedno prepovedano predvajanje njegove integralne celostne različice. Prvič zato, ker je Nagisa Oshima naredil nekaj v 70-ih letih nezaslišanega, zlasti za japonski film, torej posnel je spolno ekspliciten film. Hkrati pa zagotovo tudi zato, ker je, čeprav na subtilen način, močno, ostro napadel avtoritarnost japonske kulture. Postavil je žensko, Sado Abe, v dominanten položaj nasproti moškemu. Postavil je bivšo gejšo prostitutko, zdaj služabnico, v dominanten položaj nasproti gospodarju. Torej ona, Sada Abe, je v vseh pomenih besede zgoraj. Nadaljujemo večer z filmom, ki se v anale ni zapisal kot klasika, tudi ne kot mojstrovina in remek delo, gre pa za absolutno in sočno kurioziteto, saj gre za veliki prvenec, prvo glavno vlogo Sylvestra Stallona. To je film The Party at Kitty and Studs, zabava pri mucki in žrebcu, kakor je bil znan ob svojem nastanku, seveda pa so potem, 6 let kasneje, ko je Sylvester Stallone postal Rocky Balboa, ko je postal italijanski žrebec, domiselni, iznajdljivi distributerji film nemudoma preimenovali v Italian Stallion. Tretja predstava večera prinaša eno novost za program Kinosloga Retro Sex, to je čisto svež nov film leta 2018 posneti Io sono Valentina Nappi, jaz sem Valentina Nappi. Gre za trdo erotični, torej hardcore, fikcijski dokumentarec, ki prikaže eno noč v življenju, eno zelo vročo noč v življenju zelo mlade, ampak izjemno popularne, slovite italijanske porno zvezde Valentine Nappi, tudi kolumnistke in, kot sama rada reče, komunistke. Film pa bosta uvedla iz skoraj stoletne razdalje dva od tistih najbolj zgodnjih erotičnih filmov, to sta tako imenovana stag filma, kakršne so snemali anonimni avtorji, ilegalno, podtalno, pogosto v francoskih bordelih. Ta dva prihajata bržkone iz 20 let, imenujeta se Portreti brez besed in Gospodična Dinamit. Torej letos, 15. februarja, namesto za Valentinovo predigro, tokrat za nič manj pomembno Valentinovo poigro, se vidimo v bivši slogi.